Imam zelo zanimiv sistem ocenjevanja filmov in ta kategorija ocene 5 od 5 ima zelo poseben status, ne. Po mojem mnenju so to filmi, ki so res prelomni, ki zaznamujejo našo dobo in tudi zelo redko podelim to oceno. Recimo, ne vem, v tem desetletju sta dva očitna primera, da sem dal to oceno, sta bila prvi Dune in pa Nesrečna bitja od Jorgosa Lanthimosa in recimo Odiseji sem dal to oceno. Čeprav moram reči, da ko sem začel gledati film, se mi niti približno ni zdelo, da bi lahko dosegel ta status, ker ta prva ura se mi je zdela precej dolgčasna, no, šlo mi je za eno tako res precej suhoparno, zgodovinsko, fantazijsko navajanje nekih dogodkov, ampak potem, ko pa film preide v nek etični razmislek o vojni, o njenih posledicah, pa se mi zdi, da film zares začne delovati, tudi zaradi tega, ker se seveda zelo navezuje na današnji čas. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, poslušalke in poslušalci, gledalke in gledalci. Večer za vikend je tole daljša različica našega dnevnega podcasta Večer je zjutraj, ki ga sicer dostavljamo ob delu, nekih trenutno pa je na zasluženem poletnem dopustu in se kmalu vrača. Ob koncih tedna pa torej vročino sekamo z daljšimi pogovori v studiu. Moje ime je Tjaša Gajšek in danes se bomo pogovarjali o filmu, za katerega se zdi, da smo ga videli že skoraj vsi ali pa ga skoraj bomo, o filmu, ki polni kinodvorane in zaradi katerega se znova v šolskih knjižnicah in tudi drugih izposoja Odiseja, pa tudi Iliada in druge antične zgodbe. In o njem bomo govorili z našim filmskim kritikom Maticom Majcnom. Matic, zdravo. Zdravo. Začniva torej kar s tem vprašanjem, kaj se je torej zgodilo z Odisejo, s Christopherjem Nolanom, s tem filmom, da je postal popkulturni fenomen tega poletja ali pa morda leta. Jaz mislim, da je odgovor zelo kratek in jasen in odgovor je Christopher Nolan. To je edini razlog, da je ta film postal tak popkulturni fenomen. Homerjeva Odiseja ni imela absolutno nobene zveze pri tem, kljub temu, da se mogoče intuitivno zdi, ker gre za veliko delo evropske literature. Ampak dal ti bom en konkreten primer. A veš, da je pred 2 letoma, da smo imeli že eno izmed mnogih adaptacij Odiseje. In je bila tudi, mislim, tako, če pogledaš igralsko zasedbo, je bila kar odmevna, ne? V njej sta igrala Ralph Fiennes in pa Juliette Binoche. In bi si človek mislil, da če bi šlo za Odisejo, da bi tudi to bil odmeven film, ampak kaj se je zgodilo s tem filmom? Nihče sploh ne ve, da ta film obstaja. Tako da dejansko Christopher Nolan je ta razlog, da je ta film postal popkulturni fenomen, zaradi tega, ker so vsi njegovi filmi že tam od leta 2008 ti veliki dogodki. On je praktično skoraj zadnji, no, ki še lahko reče, da so njegovi filmi tisti, katere se res splača iti gledati, za katere vsi pravijo, da jih je treba iti gledati. Prej je bil to Tarantino, na primer, zdaj pa je 10 let in pol to Nolan in tako da to je po moje edini razlog. No, odgovor na tvoje vprašanje seveda ne vem, ja nisem vedela za ta film. Zdaj, ko sem preposlušala veliko raznih podcastov, res se zdi, da vsi govorijo in pišejo na različne načine o tem fenomenu, se začnejo na način, če si ne želite pokvariti ogleda filma, potem nas ne poslušajte, ker sledijo spoilerji oziroma kvarniki, kot rečemo. Potem pa me je zabaval nek drug dovtip, ki sem ga sicer videla na družbenih omrežjih, ki so seveda tudi polna odzivov, interpretacij, reakcij. In tam je nekdo zapisal, kakšni kvarniki, imeli ste 3000 let časa, da preberete knjigo. Ti imaš nekoliko drugačen pogled, ne? Na to sva se prej pogovarjala, zakaj v bistvu torej gremo gledati adaptacijo nekega takega filma, kot je Odiseja, zato ker smo prebrali knjigo in nas je navdušila. Vsak ima svoje razloge, zagotovo, ne? Ampak jaz vseeno mislim, da film je samostojna umetnost in ni ilustrirana literatura, ne? To je še posebej v našem okolju, ker sta literatura in gledališče tukaj spredi pred filmom po renomeju, po zgodovinskem prispevku v naši družbi. Je mogoče to malo težko razumeti, ampak dejansko moramo po moje film soditi na njegovem lastnem terenu, po njegovimi lastnimi pogoji. Gre za samostojno umetnost in po moje greš film gledati zato, da bi videl, kako dober je film sam, ne glede na to, iz česa je izpeljan, ali gre za avtorsko delo, za novo delo ali pa za adaptacijo nekega klasičnega dela, ne. In mislim, da moraš filmu
kot samostojni umetnosti dati to priložnost, da te naslavlja, da ti mogoče reinterpretira neko staro zgodbo, in mislim, da Odiseja to na krasen način tudi stori. Kje si film videl ti? Imate filmski kritiki kakšne prednosti pri ogledu tudi takih filmov, kot je Odiseja? Vemo tudi, da si eden izmed 2 Slovencev, ki v bistvu odloča tudi o tem, kdo dobi torej nagrado Zlati globusi, ne? Imaš kakšne prednosti? V bistvu sem bil povabljen na eno interno projekcijo Odiseje iz 70-milimetrskega traku, ki se je odvila nekaj dni pred začetkom distribucije na Dunaju v Gartenbau kino, ampak se nisem odločil takrat za ogled, predvsem zato, ker mi je bilo takrat predaleč, ali pa nisem imel časa, ampak je pa res to, da pri takih filmih, ki so pomembni in ki veš, da bojo zaznamovali leto, zelo skrbno izbiraš, kdaj, kako in kolikrat si jih boš ogledal, ne. Ta prvi ogled moj je bil zato čisto običajen ob začetku distribucije tu pri nas v multiplexu, ampak ta drugi ogled, ki ga še šparam, pa računam, da bo mogoče malo poseben, nekako si obetam, da bi šel pogledat tako, kot si je Nolan zamislil, kot zdaj ta fraza kroži po družbenih omrežjih, a ne, se pravi v 70 mm in v tem skoraj kvadratnem razmerju slike v IMAX kino, in bomo videli, če se bo to uresničilo. Sej do tega še seveda prideva, prvi gled torej kot navadni smrtniki, ne, drug bo torej malo drugačen. Zdaj še eno tako vprašanje, ki se morda zdi mogoče malo popreproščeno, ko govorimo s filmskim kritikom, ampak vseeno, če te lahko tako vprašam, se imaš za fana, za oboževalca Christopherja Nolana? Mislim, da kot filmski kritik ni dobro, da imaš odnos te neomajne vere do nekega filmskega ustvarjalca ali pa ustvarjalke, ampak je pa zagotovo res, da ne vem, če sem se s katerim aktualnim filmarjem več ukvarjal, več pisal o njem kot prav o Christopherju Nolanu v zadnjih 2 desetletjih. Tako da, ja, sem oboževalec, ampak iz tega pač vidika, da si hkrati drznem tudi malo podvomiti v njegove metode, ker mislim, je zelo inovativen režiser, prelomen režiser, ogromno mojstrovin je posnel zdaj že po četrt stoletja, ampak po drugi strani ima njegov slog tudi neke slabosti, se bo o tem kasneje govorila, ne. Ampak ja, kot veš, imam zelo zanimiv sistem ocenjevanja filmov in ta kategorija ocene 5 od 5 ima zelo poseben status, ne. Po mojem mnenju so to filmi, ki so res prelomni, ki zaznamujejo našo dobo, in tudi zelo redko podelim to oceno. Recimo, ne vem, v tem desetletju sta 2 očitna primera, da sem dal to oceno, sta bila prvi Dune in pa Nesrečna bitja od Jorgosa Lanthimosa, in recimo Odiseji sem dal to oceno. Čeprav moram reči, da ko sem začel gledati film, se mi niti približno ni zdelo, da bi lahko dosegel ta status, ker ta prva ura se mi je zdela precej dolgčasna, no. Šlo mi je za eno tako res precej suhoparno, zgodovinsko, fantazijsko navajanje nekih dogodkov, ampak potem, ko pa film preide v nek etični razmislek o vojni, o njenih posledicah, pa se mi zdi, da film zares začne delovati, tudi zaradi tega, ker se seveda zelo navezuje na današnji čas. Zdaj si že nekaj omenil, torej pod črto, če lahko malo zbereš misli za začetek, da začneva nekako vleči niti iz tega klopčiča, ki je nastal okrog tega filma in okrog Nolana. Kakšna je torej Nolanova Odiseja, kot si jo videl ti, kaj si pričakoval, kaj si dobil, česa nisi? Še enkrat pravim, da kot filmski kritik se mi zdi, da je zelo pomembno, da gledaš film gledati kot nepopisan list, pač res, kolikor se to da izbrišeš iz spomina vse tisto, kar si o Nolanu prej vedel, napisal, tudi vse tisto, kar te je doseglo iz družbenih omrežij, ker vemo, da nas zelo preplavlja to, kar se na spletu govori o filmu in o režiserju, in da pač filmu daš priložnost. Jaz mislim, da me je film iz marsikaterega vidika presenetil, predvsem zato, ker gre po mojem mnenju za prvi film, kjer Christopher Nolan nedvoumno uporablja neke fantazijske elemente, ne? Ker on je vedno bil zavezan nekemu zelo striktnemu realizmu. Kljub temu recimo, da je bil to filmar, ki je upodobil Batmana, ne?
ki je en tak, recimo, fantazijski superjunaški lik, je tudi njega, recimo, vedno poskušal predstaviti kot običajnega človeka, ki ima neke tehnične pripomočke in je potem vedno razlagal, kako bi to v resničnem življenju izgledalo, če bi en tak lik reševal svet. Ne? Vedno je šlo v ta realizem, tudi v Medzvezdju, naprimer, je šlo za to, da je poskusil pokazati, kako bi ta črna luknja v resnici izgledala. Ampak nekih fantazijskih bitij, kot jih ima tu Odiseji, pa Nolan nikoli ni imel, ne? In je to prvič res, da je posegel po tem prijemu in se mi zdi zanimivo zaradi tega, ker gre za nek obvod v bistvu, ne? Da so te pošasti in vse to v Odiseji so neka metafora tega, kako ti lahko gre na neki poti, na neki misiji, res vse narobe. Ne? In se mi zdi, da je krasno ravno to, da je ta fantazijska bitja uporabil kot neke metafore tega, da je povedal nekaj zelo prizemljenega, nekaj zelo človeškega. Takšna je torej Nolanova Odiseja, kakšen pa je njegov Odisej, kakšen Odisej je Matt Damon? Matt Damon je tudi en tak zanimiv lik, ker se njega dosti držijo eni stereotipi, ne, že od začetka praktično. On je v 90-ih začel z Benom Affleckom na teh neodvisnih filmih, je bil zelo uspešen, bil je torej en tak neodvisni avtor, igralec, potem je zašel v te večje spektakle in se ga je prijela ta fama, da ga v vsakem filmu nekako rešujejo iz neke situacije. Potem zdaj pa že malo pozabljamo, da je nekje ob koncu prejšnjega desetletja on že v filmih, kot so recimo Krčenje ali pa Suburbicon, je igral ene take zelo povprečne, običajne Američane. Tudi malo teže je takrat pridobil in se prav spomnim na filmskem festivalu v Benetkah, kjer sta ta dva filma imela premiere, so njega že prav spraševali, kako lahko on tako prepričljivo igra neke čist običajne Američane, ne? Ko je izgledal kot nek sosed, ki ga srečaš na ulici in ga mimo grede pozdraviš in res tudi dejansko je on eden najbolj prizemljenih zvezdnikov. Zato mi je ta obrat zanimiv, ne? Da je on iz tega v parih letih šel spet v enega takega junaškega, izklesanega lika in bo zelo zanimivo, v katero smer bo šel od tukaj naprej. Morava reči še kaj več o castingu, o izbiri igralcev. O Mattu Damonu sva že nekaj povedala, kako sicer vidiš ustreznost drugih igralcev glede na njihove vloge, kakšen je Tom Holland, kakšna je potem Penelopa, kakšna je Kirka in drugi liki. Zdi se mi to eno nadaljevanje tega Nolanovega osebnega trenda, da rad dela z igralci, ki jih je že prej enkrat uporabil in sodeloval z njimi. Zdi se mi, da on rad vzpostavlja ta dolgotrajna sodelovanja z igralci. Seveda si on lahko privošči, da kogarkoli povabi v filmsko vlogo na svoj filmski projekt in nihče ga ne bo zares zavrnil. Tako da predvsem to vidim, no, da zdi se mi, da vidiš neke nadaljevanja iz njegovih prejšnjih filmov, da je to tudi del njegovega avtorskega podpisa, koga si izbere v posamezne filmske vloge. Tudi to je del te fame okrog filma, ko igralci potem v intervjujih govorijo, kako so se odzvali na to, da so dobili klic od Christopherja Nolana, ki jih je povabil. In tudi tisti, ki jih nikoli ni poklical. Ne? Recimo, ta slavni intervju je z Jennifer Lawrence, ne? Ki je prav javno povedala, da ona še vedno čaka na klic od Christopherja Nolana, pa da še ni prišel, ne? Kar se mi zdi sam dokazuje to, da on pač rad dela z večinoma, no, z enimi in istimi igralci. Kar se torej izkaže za uspešno vsakič znova na nek način. Jaz mislim, da je Odiseja lep dokaz tega. Ja. Seveda, glede castinga se vrtimo, bi rekla, glede istih očitkov, o katerih si ti v kritiki pisal, da je zelo zanimivo, da so se pojavljali torej že leto, preden je sploh kdorkoli videl film. To je seveda glede nastopa transpolnega igralca Eliota Pagea kot vojaka in pa torej temnopolte Lupite Nyong'o kot Helene Trojanske. Veliko očitkov na račun tega, ampak ti praviš, da so ti očitki pravzaprav zabavni, ker če kdo je prav Christopher Nolan tisti, ki že 20 leti očitno promovira konzervativno ideološko strujo. Ja, res je. Zdaj pri Eliotu Pageu bi rekel, da gre za to, kar sva zdaj govorila, ne? Da on je takrat igral v Izvoru in je bila tudi taka zelo pomembna, kot celo malo ikonična vloga za njega in me ne preseneča, da spet igra v Odiseji. To, da je on spremenil spol,
Mislim, to je tisto, kar sem prej rekel, da greš film gledati kot tabula rasa. Ne vem, kako ti to lahko zmoti gledanje filma. Spravi, moraš res prinesti neka svoja močna prepričanja v gledanje filma, da te to zmoti. Jaz ne vem, v filmu ne opazim tega, da bi me to dejstvo iztirilo iz same zgodbe, ne, Odiseje. Pri Lupiti pa jaz bolj vidim to, pač, da je ona temnopolta v tej vlogi, kot eno malo Nolanovo provokacijo celo. Ne? To ima precej povezave, po moje, zdaj malo špekuliram sicer, ampak s tem njegovim realizmom. Ker po mojem, a veš, to je zgodba o Sredozemskem morju, morju, katerega polovica meji na Afriko, na črno celino. In predstavljam si, da bo Nolan pri sebi razmišljal, kaj je bolj verjetno, ali bo ta lik blondna Nemka, Diane Kruger, kot je bila v tem slovitem prejšnjem filmu, ali je bolj verjetno, da bo ena temnopolta igralka. In če je bila to dilema, jaz bolj dam prav temu slednjemu, a ne? Tako da, ampak vse pravim še enkrat, isto kot pri Elliotu Pageu, če gledaš film pod njegovimi lastnimi pogoji kot samostojno delo, ne vidim, kako ti to lahko zmoti. No, res moraš prinesti spet v film veliko prejšnjega prepričanja in znanja o izvirniku, da bi ti to lahko zmotilo. Sicer pa, kolikor vem, pri Homerju sploh ni tega, da bi ta lik moral biti pač neka blondna figura, ne, da je to šele kasneje tudi skozi sodobno popkulturo prišlo v veljavo. Tako da jaz tukaj absolutno Nolanu dam prav in mojega gledanja filma to ni zmotilo, recimo. Si morda kje zasledil kakšno njegovo pojasnilo glede te izbire? Ne, nisem, moram reči, tudi nisem tudi jaz ne, gledal, torej špekuliramo vsi skupaj. Po drugi strani pa so se recimo Grki tudi uprli, ne, poslali so neko protestno pismo, rekli so, nikjer ni nikogar, ki bi bil grškega rodu, njih pa je zmotilo to na drugi strani, ne. Ja, ampak zdaj, če bi vse filmske adaptacije šle po tem načelu, da iščeš absolutno pristnost, ne vem, če bi imeli veliko dobrih filmov, no? Mislim, potem raje gledaš nek dokumentarc na History Channelu, kot pa da gledaš neko avtorsko reinterpretacijo tega velikega epa. Je pa torej to še eden izmed pokazateljev, kako torej družbena omrežja vplivajo na to, kako gledamo film, preden torej ga je že sploh kdo videl. Ne, velikokrat sva zdaj že omenila vse to, kar smo dobili iz družbenih omrežij okrog tega filma. Je to vseeno na nek način dobra promocija, je dobro, da debata poteka na vseh teh ravneh. Potem se te tudi želela vprašati, ne, kdo po tvojem mnenju bolj prav, če lahko tako rečem, gleda ta film, bere Odisejo ali pa v tem primeru torej gleda film, so to torej klasični filologi, ki nekaj vedo o tem času, so to filmski kritiki, so to običajni gledalci, ki so morda celo preskočili, ne, Odisejo, ko je bila ta obvezno čtivo v šolah. Kakšna je tu zdaj torej ta vloga vseh teh komentarjev? Pa se veš, pri takem popkulturnem fenomenu imaš vse sorte gledalcev in vsak gleda film s svojimi očmi. Se mi zdi pa res ta poplava komentarjev na družbenih omrežjih, se mi zdi res škodljiva, no, za film, da to res definira razpravo o filmu, res neke take že skoraj zlobne interpretacije, ne. Tako da, ne vem, jaz mislim, da je najbolj pomenljivo in škodljivo ravno to, da ti komentarji, ki so velikokrat zelo ideološko zlobni, preprečujejo mnogim to, da bi ta film prepoznali kot odličen ali pa vsaj dober, a ne. Se mi zdi, da je to največja škoda. Da gledaš film s tako ideološkimi očmi, da potem že samo zaradi tega rečeš, da je to slab film, ne. Pravi, tam šele vidiš, kako močna znajo biti ta mnenja na družbenih omrežjih, ko ta diskusija povsem zasenči vse pozitivne kakovosti tega filma. Zdaj, en ekstrem tega sledenja izvirniku je prav gotovo tudi komentar Elona Muska o tem, da bo torej posnel svojo zgodovinsko natančno verzijo Odiseje z umetno inteligenco. Zdelo se mi je ravno to, kar ti zdaj že ves čas govoriš, tudi Vesna Milek je rekla, da je zgodovinsko natančna verzija Odiseje v bistvu oksimoron.
Ne? Torej to sledenje izvirniku je lahko torej, v tem primeru zelo ekstremno tudi nevarno na nek način, kot se zdi, ne, z tem, kar Musk. Mislim, moj pomislek je ta, ne, da ko se en velik avtor loti nekega klasičnega dela, a ti res pričakuješ, da bo ta avtor šel, ne vem, zvesto do največje možne mere slediti neki izvirniku in zgodovinskim dejstvom in tako naprej. Mislim, jaz od največjih avtorjev pričakujem, da bodo oni svojo vizijo, svojim genijem reinterpretirali to literarno delo. In zgodovina umetnosti nam po moje kaže ravno to, da je to recept za največja dela. Recimo, ko Francis Ford Coppola vzame Josepha Conrada Srce teme v Apokalipsi zdaj, gre za zelo reinterpretirano delo in ravno zaradi tega je film postal taka velika mojstrovina. Ko Stanley Kubrick vzame Stephena Kinga, je bilo ravno tako v Izžarevanju zelo kontroverzno, kaj je on naredil s tem romanom, ampak ravno zaradi tega je ta film tako velika mojstrovina. Ali pa ko Baz Luhrmann vzame Romeo in Julijo, ki jo je povsem spremenil. Ravno zaradi tega smo si zapomnili ta film, a ne? V bistvu imaš cel kup nekih filmskih adaptacij, ki so poskušali biti zveste priredbe, pa je veliko teh filmov utonilo v pozabo. Tako da jaz dam tukaj Nolanu absolutno prav na mestih, kjer je spremenil izvirnik in ga adaptiral po svoje v filmski medij. Ker še enkrat, filmski medij je samostojna umetnost in jaz mislim, da je ravno to, da avtor da svoj dotik, je to recept za to, da film postane velik in pomemben. Kako pa ocenjuješ to, kar se je v začetku leta, torej februarja, mislim, da je šel film zgodilo z Viharnim vrhom, tudi v tem kontekstu, kar govoriš, kaj se lahko ali sme ali mora priporočljivo torej početi z nekimi torej adaptacijami knjižnih del? Ja, mislim, Viharni vrh je mogoče še bolj zanimiv primer zaradi tega, ker imamo zdaj že cel kup enih adaptacij, ki so bile precej znane in pomembne in imamo tudi precej velik razpon filmov, ki so priredbe tega romana in je ravno to tak fascinanten študijski primer, kaj lahko vse film pove o nekem izvirnem romanu in imaš res vse od tega novega filma, ki je ena taka kar malo za lase privlečena pop romanca, do filma Andreja Arnold, ki je striktno realističen, tak ortorealističen prikaz tega, kako bi moral izgledati, kako pač to zgodbo, ki je povedal izvirni roman. Tako da mogoče je to še boljši primer kot Odiseja in tudi tam vidiš, ne, da če pogledaš malo zgodovino Viharnega vrha v filmskih adaptacij, vidiš, da so ravni film, kakšni je ta Andreja Arnold, ki so res bili drzni v to, kaj so poskušali narediti s tem romanom, so tisti, ki so dosegli največji uspeh. Če se vrneva zdaj še malo nazaj k Odiseji, prej sem omenila klasične filologe, tudi recimo znanje ta zaplet s prevajalko Emily Wilson, ki je torej v angleščino prevedla in Nolan je potem rekel, da se je skliceval na njen prevod, njej pa torej film, blago rečeno, res ni bil všeč. Kakšni so Nolanovi scenariji, torej v Odiseji in tudi iz prejšnjih filmov, kakšen pripovedovalec je po tvojem mnenju? Ja, Nolan je v bistvu pripovedovalec, ki scenarij in zgodbo jemlje kot strukturo, zelo striktno, kot izgrajeno strukturo, ne tukaj napisano, kot pa res tako, da si postavi nek okvir in potem loči posamezne dele, spravi, ne gre za neko kronološko narativno strukturo. Ker, kot vemo, je on so bila njegova inovacija že z Mementom leta 2000 točno to, da je filmski scenarij oziroma pripoved jemal kot koncept. Ta film je povedal zgodbo od konca do začetka in potem je potem to postala tudi njegova glavna avtorska poteza, da se je vedno igral s temi nekimi časovnimi strukturami in tako naprej. In se mi zdi, da je Odiseja tudi tak zelo očitno nadaljevanje tega koncepta. Veliko imaš tega poigravanja s časovnimi preskoki in predvsem pa je nova, mogoče že prej v Oppenheimerju je to bilo uporaba glasbe v filmu. Zdi se mi, da je Nolan
v tem desetletju našel en tak zelo zanimiv način, kako daje momentum pripovedi, da kljub temu, da gre za tako striktno postavljeno strukturo, da je glasba tista, ki nas nekako skozi drži noter v dogajanju. In mogoče je to celo en manj opaznih vidikov Odiseja, ampak se mi zdi ena taka zelo zanimiva inovacija, ki bo po moje v prihodnjih letih tudi precej zaznamovala to, kako bodo drugi avtorji pripovedovali filme. V svoji kritiki si zapisal, da je to film z izrazitim protivojnim sporočilom, in tudi, da je po še eni Nolanovi mojstrovini zdaj jasno, da so največji filmi našega časa vojni filmi. Zakaj tako misliš? Kateri so še drugi, ki mogoče vidiš kakšne, torej druge take primere? Ja, zdaj, Odisejo se najbolj očitno primerja z Oppenheimerjem, ne, ker je pač to bil prejšnji Nolanov film in je tudi to film o vojni, o etiki, o morali vojne. Oba dva imata zelo močno to dimenzijo. Ampak meni se Odiseja zdi kot film, ki ima veliko povezav z drugim peščenim planetom. Če se spomniš, drugi peščeni planet je nastajal ravno v času, ko se je začenjala vojna v Ukrajini. In ko je ta film leta 1924 prišel ven, je zvenel kot zelo očiten komentar prav na vojno v Ukrajini. Namreč v tem filmu, in tudi že v izvirni zgodbi jasno, ima še en zelo krasen moment, kjer Paul Atreides pač ima te neke svoje vizije prihodnosti in uvidi, da je zelo ozka pot, zelo ozka izbira za ljudstvo Fremenov, za njegovo lastno prihodnost. In ta edina možna pot je vojna. Ne? In zdi se mi, da je ukrajinsko ljudstvo se znašlo v zelo podobni situaciji, ker jasno, kaj storiš, ko te napade velika sila, kakršna je Rusija, vojna postane edina pot. V Odiseji imaš pa ta moment vizije tega, kaj se zgodi, ko se vojna končuje. Spravi, Odiseja je v bistvu razmislek o posledicah vojne. Daje vizijo tega, da se bo vojna enkrat končala. Kar se mi danes zdi v današnjem trenutku, ko smo še vedno imamo polno teh konfliktov in v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, se mi zdi zelo pogumna poteza, že skoraj tisto, kar bi Dua Lipa imenovala radikalni optimizem. In se mi zdi, da je to tisto, kar svet danes potrebuje. Torej, da začne razmišljati o tem, o trenutku, ko bo te teme enkrat konec, ko bomo morali razmišljati o tem, kaj bomo storili po vojni, kakšne bodo osebne, družbene posledice vojne. In mislim, da je to največji družbeni prispevek Odiseje, da je to tisto, kar je ta film zares čudovit. Da v tej dobi, ko res manjka tega optimizma, je ponudil to gesto, češ, da je Nolan rekel, lejte, vojne bo tudi enkrat konec. Čeprav po drugi strani zelo lepo, zelo optimistično in kar malo navdihujoče, ko to poslušamo, glede na vse, torej glede na razmere, ki so, hkrati pa je to tudi film o tem v bistvu posttraumatskem sindromu, za katerim trpi Odisej, torej hkrati pokaže tudi vojne je konec, ampak kaj se torej zgodi človeku tudi po vojni, grozot s tem ni konec. Da potem v bistvu nastopi cel kup enih drugih problemov, ki jih je pa tudi treba naslavljati zato, da lahko sploh greš naprej in razčistiš s to travmo, ki se ti je zgodila. In govorimo tudi na družbenem nivoju, ne samo na osebnem. Zakaj so pa najboljši filmi današnjega časa vojni filmi? Jaz mislim, da zdaj po dobri polovici tega desetletja, ko gledamo nazaj, že vidimo, da imaš filme, kot sta drugi in pa tudi Prvi peščeni planet, potem Oppenheimer in Odiseja, imaš eno fantastično adaptacijo Na zahodu nič novega in pa seveda oba filma iz Palestine, se pravi Glas Sindar-Jab in pa Edina zemlja. In ko daš te filme na kup, vidiš, da dejansko so to najpomembnejši filmi tega desetletja in jaz mislim, da zaenkrat kaže, da so dejansko ne ravno vojni filmi, ampak filmi o vojni, o njenih posledicah, da so to najpomembnejši filmi tega desetletja. Dotakniva se še tudi tega očitka neke že vzpostavljene
trditve dogme, mogoče celo, da torej Nolan ne zna pisati ženskih likov. Ne? Zopet pri Odiseji smo to slišali, jih res ne zna pisati, zakaj jih ne zna pisati, je Penelopa izjema ali dokaz tega? To je tudi največja hiba Nolana, ne? To je tisto, kar sem prej ugotovil, da toliko, kot je on velik filmar, ima tudi neke svoje hibe in to je definitivno najbolj očitno. Razlog za to je pa to, da on slogovno črpa iz žanra filma noir, ne? Že od Mementa preko Batmana, izvora, vse zdaj do Odiseje, je on slovi kot nekdo, ki ima žanr filma noir kot tisto osnovo, po kateri se zgleduje. Ampak je pri tem tudi zelo konzervativno, ne? Bi rekel celo nazadnjaški, ker res precej kopira to žanrsko osnovo, ne reinterpretira je preveč. Čisto konkretno v teh primerih ženski liki so v njegovih filmih vedno točno to, ne? Neke fantazme, neki stranski liki, ki zapeljejo glavnega protagonista. Tako da, ko gledaš predvsem Kalipso, ne, v tem filmu, je to povsem pričakovano, glede na to, kaj je Nolan z ženskimi liki počel v zadnjih 25 letih. Recimo v Izvoru imaš celo ženski lik, ki ga igra Marion Cotillard, ki je zreduciran na neko fantazmo in mu je dal ime celo mal, ki je francoska beseda za slabo. A ne? Tako da jaz Kalipso vidim kot povsem film noirovski lik, spravi, je tista, ki zapelje Odiseja na napačno pot. In jaz bi bil šokiran, da če bi v Nolanovem filmu videl ženski lik, ki bi bil dobro razdeljen in dobro izpeljan in bi dobil dovolj prostora. Ne? Ker konec koncev Nolan je mogel narediti nekaj kompromisov. Vemo, da 3-urna dolžina filma je že en maksimum tega, kar lahko na filmskem platnu pokažeš v neki popularni formi, in meni je povsem pričakovano, da je on ravno ženske like oklestil in jih zreduciral na minimum. Se pa tu vidi, da je Nolan, on je naslednik pač nekih režiserjev, kot sta David Lean pa Stanley Kubrick, ki sta v 50-60 letih delala te velike spektakle za veliko platno. In še posebej Kubrick je zanimiva usporednica. Že v svoji knjigi o Odiseji v vesolju sem napisal, da pač to je režiser, ki si je lahko predstavljal prihodnost človeštva zelo natančno. Človeštvo je pokazal, kako izgleda vesolje, še preden so rakete zares letele tja. Pokazal je fantastične izume. Leta 1968 si imela na mizi računalniško tablico. Desetletja preden je nekdo to dejansko izumil. Ne? Ampak da bi pa si predstavljal, da bojo ženske v družbi prihodnosti igrale enakovredno vlogo, tega si pa ni znal predstavljati. Ne? In pri Nolanu je povsem enako. Ne? Spravi, krasen inovator, dela prelomne filme, res pokaže nove poti filmu, ampak glede žensk pa tukaj pa mislim, da njemu precej spodleti. In je to po tvojem mnenju nekaj, kar niti vsi ti odzivi ali pa zeitgeist, v katerem živimo, ne bo spremenil za Majo? Ne, mislim, da je on zelo trmast v tem svojem tudi osebnem prepričanju. Ne? Gre za tudi nasploh precej konzervativnega človeka, ki nima mobilnega telefona, nima elektronske pošte, hodil je v privatno srednjo šolo, ne? Tako da je malo predstavnik tega višjega britanskega, ne bom rekel mogoče ravne elite, ampak definitivno višjega razreda. Tako da kaže, da bo on precej neomajen tudi v prihodnjih filmih o tej temi, in tudi z tega vidika mi je potem bilo, kot si prej rekla, komično, da se ga zdaj obtožuje, da je woke, ne? Ker če gledaš Odisejo skozi prizmo njegovih prejšnjih filmov, absolutno tega ni za videti. Je Odiseja Nolanov najboljši film? Pa mislim, da je on posnel že toliko prelomnih in pomembnih filmov, da je težko za en njegov film reči, da je njegov najboljši. Definitivno pa sodi med tiste top. Jaz bi tukaj Odisejo postavil obok Mementu pa Vitezu teme. Mogoče tudi Medzvezdje, no, ampak tam nisem tako prepričan. Ampak ker v Medzvezdju je veliko nekih kopiranih prizorov iz Kubricka in tako naprej, ampak
ob Mementu in Vitezu teme pa definitivno mislim, da bo Odiseja šla v anale kot ena njegovih največjih mojstrovin. In je potem Nolan torej najboljši režiser sedanjega časa, oziroma je v nečem zadnji, popolnoma nov, kako ga vidiš? Jaz mislim, da jaz sem že od Viteza teme leta 2008 govoril, da je on največji filmar našega časa. Potem, ko je Tarantino mogoče mal padel v svoji formi v zadnjem desetletju in zdaj bo tudi nehal delati filme. Tako da ja, mislim, da je ta njegov status precej nedvoumen. Omeniva torej zdaj še to tehnologijo, o kateri se tudi zdi, da smo se v zadnjem času vsi precej naučili, predtem pa nismo vedeli o njej prav veliko. Torej IMAX oziroma IMAX, zadnjič sva skupaj pogooglala, kaj ta izraz sploh pomeni, ne? Kako je že? Torej, Image Maximum. tako, v bistvu zelo povedno. Ja. Nolan se je rodil leta 1970 in to je bilo prav isto leto, ko so torej prvič javno predstavili to tehnologijo, s katero je potem mnogo kasneje postal neločljivo povezan, kot si zapisal v portretu tedna. Mogoče vprašanje, brala sem, torej vsi smo brali veliko odzivov, Slavko Jerič recimo je v svoji kolumni na MMC-ju zapisal, da se lahko vprašamo o smiselnosti tega početja, glede na, torej, da Nolan uporablja to tehnologijo, glede na to, kako malo kinodvoran na svetu je pravzaprav, ki potem zmorejo prenos tega za gledalca. Kakšna je torej smiselnost tega početja? Pa jaz mislim, da je to že to, kar sem prej povedal, da je on naslednik teh režiserjev, kot so bili David Lean in predvsem Stanley Kubrick, ki so vedno poskušali predstaviti svoje filme na največjem možnem formatu in on se precej zgleduje po njih in vidi to kot neko pot za prihodnost filma, ki kljub temu, da se zdi mogoče malo nazadnjaška v digitalni dobi, ampak zdaj na dolgi rok se pa pokaže, da je ravno to neka privlačnost na tem, da kot vidimo, vsi želijo videti filme, predvsem Odisejo, spravi točno tako, kot si jo je Nolan zamislil. Ja, je pa IMAX zelo zanimiv format, ker so ga dolgo časa v 70-ih, 80-ih, 90-ih uporabljali že skoraj kot eno tako znanstveno kurioziteto, ne? Kazali so predvsem dokumentarce, da so predstavljali to res fantastično visoko ločljivostno sliko na največjem možnem platnu. Ampak potem se je zanimiva stvar zgodila po prelomu stoletja, ko je digitalna tehnologija vstopila v igro in je tudi podjetje IMAX postalo mogoče malo pohlepno in je začelo to blagovno znamko devati celemu kupu drugih sistemov in formatov, ki niso imeli toliko dejansko povezave s tem izvirnim IMAX-om. Tako da danes pač se še vedno veliko ljudi ne ve, mislim, marsikdo še vedno pravi, se lahko greš gledati Odisejo v Zagreb ali pa v grad, ki imajo IMAX kino, ne? Ampak ni dejansko tako. Tam imaš digitalno projekcijo na širokozaslonskem formatu, kjer mislim, vidiš do 40% manj slike, kot jo je Nolan posnel. Na Dunaju imaš sicer 70 mm trak, ampak je tudi širokozaslonski format, tako da dejansko imaš 3 kinematografe v Evropi, kjer lahko vidiš film v tem izvirniku, kot si ga je Nolan predstavil. Tako da je pa vsekakor spodbudno ravno to, da film kot Odiseja postane tak velik hit v dobi, v kateri smo velike hite povezovali izključno z superjunaškimi filmi znamke Marvel, recimo, ne. To se mi zdi mislim, fascinanten dosežek je to, da lahko tak film preseže, ne vem, $1 milijardo prihodka, ker če gledaš v zgodovino filma, so dejansko največje mojstrovine nastale v trenutkih, ko so veliki avtorji prišli do velikih produkcijskih sredstev. To mislim, da se ti kaže od Chaplina, Griffitha, potem, ne vem, Cecila DeMilla, potem Davida Leana, Kubricka v novem Hollywoodu v 70-ih, s podjetjem Miramax v 90-ih in zdaj sta Nolan in Denis Villeneuve, recimo naslednika tega. Torej, da tu nastajajo največje mojstrovine, ne tam striktno komercialnem filmu, ampak tukaj, in to se mi zdi strašno pozitivna zgodba za svetovni film. Kot si prej rekel, odpravil se boš torej v Prago, če bo sreča. Kakšna sreča mora biti, torej dobiti stopnico, ki jo je težko dobiti?
Ja, je kar težko. Vsako sredo dajo vstopnice v prodajo in če ne kupiš takoj, dobiš kvečemu samo tista obrobna mesta, kjer imaš potem te spletne mime, ne, da vidiš obraz čist raztegnjen gor. Ali pa sploh ne dobiš vstopnice, tako da bomo videli. No? Jaz sem prepričan, da bo Odiseja ena taka senzacija v teh kinih, da jo bodo še dolgo vrteli in v teh 3 kinih v Angliji in tle v Evropi, da si jo bo mogoče še ogledati tekom celotnega leta, če ne tudi naslednje leto. Seveda pa upamo, da bo ravno uspeh Odiseje spodbudil, da bodo zgradili še kakšen tak kino, ki je nam bliže. Mislim, fascinantno je res, da so samo ti kinematografi, da mesta kot Madrid, Pariz, Dunaj, Budimpešta, Berlin, da nimajo teh kinematografov in se mi zdi očitna priložnost, da bi zdaj izkoristili ta trenutek in mogoče še postavili več teh kinematografov. Danes, ko to snemava, je sreda, si že poskusil z nakupom? Ne, nisem še. Kakšne pa so cene teh vstopnic? Pa mislim, da so okoli 25-30 evrov. Včasih na nekaterih projekcijah dobiš še kakšna taka zelo zanimiva darila. Vem, da so v začetku, oziroma da prejšnji teden je bila ena projekcija v Pragi, kjer si dobil zraven delček 70 mm traku iz Odiseje, kar je dost fascinantno. Lepo darilo. No. Mislim, pol ti je jasno, zakaj so potem projekcije tako razprodane, če zraven dobivaš še neka redka spominska darila. Ne? Pa si že kdaj, si že bil v katerem izmed teh kinov? Ja, imel sem priložnost, da sem takrat leta 2008 v bistvu gledal Viteza teme v Londonu, ko je Christopher Nolan prvič uporabil IMAX kamere za določene prizore. Ne? Čeprav takrat je bilo še zanimivo, ker je Vitez teme v bistvu posnet tako, da so samo določeni prizori v IMAXu, tako da imaš ta uvodni prizor na celem tem kvadratnem zaslonu, potem je šlo pa na široko zaslonsko. Ne? In vse Nolan sam je razložil, kaj je bil največji problem, da se je šele to zgodilo zdaj, da je cel film posnel na IMAX, ker so te kamere na filmski trak so strašno glasne, ne? In ne moreš dialoških prizorov posnet na ta način, če je kamera tako glasna, ne? Ker mislim, klasičen način snemanja dialoških prizorov je ta, da bi midva recimo zdaj imela eno kamero tu, ena pa čisto ob tebi, tako da ko gledalec gleda preklapljanje med najnim dialogom, je ta očesna linija vzpostavljena, da izgleda skoraj tako, da ti gledaš v kamero. Ne? In če je ta kamera glasna, jasno, ni mogel imeti zraven glave, zato so si zdaj domislili ta nov sistem, da so našli v bistvu izumili so eno škatlo okoli te kamere, ki pač utiša ta hrup, kljub temu pa je kamera še vedno polno funkcionalna. Ne? Ampak tu se je pojavil zdaj nov problem, ker če imaš ti to škatlo na tej kameri in snemaš dialoški prizor in je ta zadeva toliko velika, pa ta očesna linija ni več ohranjena. Ne? Tako da je inovacija Odiseje tudi ta, da je Nolan dialoške prizore snemal z ogledali. To je mogoče malo znano. Spravi, da se gledalca nista gledala tako, kot se igralca se nista gledala tako, kot se midva zdaj, ampak sta gledala v ogledala, zato da je lahko ta velika kamera vzpostavljala to očesno linijo. Tako da to je dost fascinantno in igralci so rekli, da je to krasno delovalo in sem prepričan, da bojo to uporabljali še naprej. Ampak moram ti pa povedati še eno stvar, namreč Odiseja ni bil prvi film, ki so ga v celoti posneli z IMAX kamerami. Ne, to vsi mislijo, da je, ampak ni. In ravno tu se vidi, kakšna zmeda je s to tehnologijo. Namreč Maščevalci, Brezmejna vojna je bil prvi film posnet v celoti z IMAX kamero, ampak ne na filmski trak. Prav, res je veliko zmede glede teh tehnologije in pri tem, kako snemajo te filme in pri tem, kakšni so tehnološki postopki predvajanja, tako da ja, ogromno je tu tega, pa je mogoče treba biti malo natančen, no, to, ko se pogovarjamo, kaj je dejansko Nolan želel in na kakšen format je on snemal. Še zadnje vprašanje glede tega, ker torej nimamo te izkušnje, ti jo torej imaš iz leta 2008, vemo, kako smo prikrajšani, vemo v odstotkih, torej 40%, ampak kakšna je torej zares ta izkušnja, kakšna je ta prikrajšanost v sami izkušnji gledanja? Je zelo opazna razlika, ne? Ker kljub temu, da tudi te
neprave IMAX kinematografe v naši bližini promovirajo kot neko ultimativno izkušnjo, ni čisto tako, ne? Ker jaz temu pravim kvadratni izrez v teh pravih IMAX-ih v Pragi in v Londonu dejansko te obkroži, ne? Res si v podobi noter. Res je neka čisto druga senzualna izkušnja in tudi zvok je izredno glasen, tako da gre za, kot smo napisali v našem članku Večeru, gre za ultimativno filmsko izkušnjo, ki pa je žal še vedno mnogim nedostopna. Ne? Matic, zdaj, ko bo to trenutno vznemirjenje okrog filma mimo, čez nekaj časa, oziroma še prejno, še to. Je torej to film leta in ali se bo prihodnje leto oziroma konec leta pokazal tudi kot nek prepričljiv najprej nominiranec, potem pa tudi zmagovalec te sezone filmskih nagrad? Zelo je še zgodaj v bistvu, ne, da bi to zares napovedovali, ampak zaenkrat je zelo očitno, da bo to film, ki bo glavni favorit na Oskarjih. Že takrat pri Oppenheimerju sem v bistvu že pri napovedniku rekel, da predvsem za Oskarje za najboljšo glavno moško vlogo, da je to fiks, da bo Cillian Murphy dobil in ga je potem, mislim, res sploh ni bilo nikoli nobenega dvoma, ne. Mislim, da bo zdaj pri Odiseji enako, da je to film, ki bo glavni favorit, ki bo po mojem mnenju dobil največ Oskarjev. Čeprav, se veš, ti glavni favoriti potem velikrat pridejo šele jeseni, po zimi. Zdaj ta film Digger z Tomom Cruisom je en tak zelo zanimiv kandidat, tudi bomo videli, kako dober film bo to. Tako da veliko je odprtega, no, ampak jaz mislim, da bo to absolutno glavni favorit iz cele vrste razlogov, od tega, da gre za tako znano veliko literarno predlogo, za genialnega režiserja na valu nekih uspehov, predvsem filma Oppenheimer, tako da, ja, mislim, da je zelo očitno. Torej, zdaj pa res, ko bo pa vse to mimo, ne, si upaš napovedati, po čem se bo Odiseja opisala, torej v filmsko zgodovino, torej kot kakšen film, kot velika adaptacija, kot film, ki je vrnil občinstvo v kinodvorane? Ja, to sem že prej rekel, da v bistvu, da je velik dosežek ravno to, da en tak avtorski film, ne, ki ni zares komercialen, nek superjunaški film, da je postal taka velika uspešnica, ker moraš vedeti, da že recimo tam nekje okoli leta 2017, ko je Denis Villeneuve naredil drugi del Blade Runnerja, Iztrebljevalca, ne, je bil tudi ena taka zelo težko pričakovan avtorski spektakel, ki pa ni naredil takega dobička, ne? Kljub temu, da je šlo za veliko franšizo, za zelo znano igralsko zasedbo velikega režiserja. In takrat so se že ljudje spraševali, da je mogoče konec takih velikih avtorskih filmov. In je zelo fajn videti, da je Nolan zdaj z Odisejo vrnil vero v to, da bomo videli še več takšnih filmov, da ne bomo obkroženi samo z raznimi avatarji pa Marvelovimi filmi. Tako da to je res krasno, ampak bom na koncu spet se vrnil na eno prvo vprašanje danes. Mislim, da si ga bomo zapomnili točno potem, ne zaradi Odiseje, ampak zaradi tega, ker je Christopher Nolan posnel enega svojih najboljših filmov in je Odisejo spet vrnil v zavest sodobne popularne kulture. Končajva tukaj, najlepša hvala, Matic, da si bil gost. Hvala tebi. Hvala tudi vam, da ste nas pogledali do konca. Sedaj sledi napoved branja Večera v soboto in v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Zdravo, to so teme, ki smo jih pripravili za vikend branje. Večer v soboto prinaša: kaj loči politika od državnika? Kdo danes sploh so politični voditelji, ki jih lahko imamo za državnike? Ali današnja demokracija sploh še dopušča njihov nastanek, ali od politikov pričakujemo le še zmago na naslednjih volitvah? Matijas Cepišnik v analizi. V pogovoru županjo občine Solčava, najredkeje poseljene občine v Sloveniji, v kateri štejejo prebivalce in v kateri šteje prav vsak prebivalec, ki ostaja. Območja, kot so naša, obmejna, manj naseljena, so isto pomembna za državo kot velika mesta, a to je treba nenehno dokazovati, pravi Katarina Prelesnik. Pogovarjala se je Petra Lesjak Tušek.
Pa smo v času svetovnega prvenstva še mislili, da bo ostalo pri razkosanju nogometa na četrtine in prirejanju pravil, če pokliče predsednik ZDA. Potem pa je prišla najbolj bizarna ideja Giannija Infantina, s katero je premagal samega sebe. A tako kot si ne moreš čisto zares kupiti slovenskega nogometnega kluba, tako si ne moreš kupiti FIFA in svetovnega nogometa ne. Pišemo o privatizaciji igre množic in o posledicah, ki jih bo prinesla. Pa večer v nedeljo? Če spremeniš svet enega, si že veliko naredil. Kaja Rukav, profesorica pedagogike in sociologinja iz Dornave, je po svetu okoliščin opravljala prostovoljno delo v sirotišnici v Gambiji in pri tem zavedno našla sebe. Mi mislimo, da nas materialno osrečuje, potem pa v Afriki sredi prahu, sredi ničesar najdeš največjo srečo, pravi. Nepričakovana nagrada za nogometaše Slovenj Gradca, ki pa je prišla z razlogom. Nogometna šola Slovenj Gradec je v nekaj letih zrasla 70 na 250 otrok, dobila 20 licenciranih trenerjev in člansko ekipo, ki jo septembra čaka češnja na vrhu torte, pokalni obračun z Mariborom. Pogovarjali smo se s predsednikom koroškega kluba Davidom Kašnikom. Ko je zaključil svojo interpretacijo, se je zdelo, da je povedal vse, kar je bilo mogoče povedati brez besed. Mednarodna žirija je izvedbo Evana Milanija soglasno ocenila kot najboljšo na letošnjem mednarodnem klavirskem tekmovanju Wiener Classic. 9-letni pianist je osvojil prvo nagrado in tudi absolutno dosegel najvišje število. Marija Merljak, tokrat o vročini in zakaj naši možgani ne trpijo dehidracije. Tako je vroče, da še misliti ne morem, je skliknil moj mož, ki potrjeno ne prenaša hude vročine. Po svoje je čudno, saj je bil v mladosti kot Goričan navajen na vroče poletje, a vročina ta teden, kar je preveč, mar ne? Tako sprašuje, res je bilo preveč, ohladite se v senci tudi s tem, da berete Večer.